Pozdravljeni, iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. Svetovna gospodarska in humanitarna kriza postaja vse bolj resnična, čeprav se politična elita še vedno spreneveda o dejanskih razsežnostih le-te ali pa ponuja povsem napačne terapije. Državne suverenosti na področju distribucije in potrošnje hrane danes ni več, ker države nimajo v rokah nikakršnih mehanizmov, s katerimi bi ščitile prebivalstvo pred nihanji cen na svetovnih trgih. Vsak posamičen potrošnik je na direktnem udaru dogajanj na borznih trgih. Robert Zoellick, predsednik Svetovne banke, je sicer pretresen nad dejanskimi in potencialnimi posledicami višanja cen hrane. Izhod vidi, podobno kot Alan Greenspan na finančnih trgih, le v enem samem makroekonomskem mehanizmu, še večji liberalizaciji svetovnih trgov kot rešitvi za humanitarno krizo. Kdo je Zoellick? Preden je zamenjal Paula Wolfowica na čelu Svetovne banke, je bil ameriški predstavnik v Svetovni trgovinski organizaciji. Tam si je prislužil naziv trdega in zvitega pogajalca, zagovornika popolne liberalizacije trgov, polnega tehničnih mikrodetajlov, ki so skeptike spravljali ob zid. Plain and simple neokonzervativnega agresivca, ki ne izbira sredstev. Kaj je v resnici problem? S klasičnim intenzivnim kmetijstvom bi se lahko človeštvo že koncem 60-ih preživelo kar 12-krat. V resnici ni problem količina, problem so dobički in distribucija. Čeprav je bil lanski pridelek žitaric rekorden, so cene ponorele. Skoraj polovica le-teh ni namenjena prehrani ljudi. V zahodnem svetu postaja delež biogoriv v pogonskih derivatih mandatoren. En sam poln tank urbanega terenca, napolnjen z biodizlom ali bioetanolom, zadošča za letno prehrano povprečnega zemljana. Če smo natančni, letos bo 100 milijonov ton hrane predelane v goriva, 760 milijonov ton za hrano živali, ki jih predelamo v meso. Za kilo govedine potrebujemo 8, za kilo piščančjega mesa 2 kg žitaric. Potrošnja žitaric za proizvodnjo goriv in krmo domačih živali kar 14-krat presega trenutni svetovni primanjkljaj hrane za ljudi. V sodelovanju med Univerzo Maryland in Zogbijem je nastala že 6. raziskava arabskega javnega mnenja od leta 2002. Nekateri rezultati so razumljivi, nekateri zanimivi, nekaj je presenetljivih. Več kot 80% Arabcev Irana ne vidi kot nevarnost. Javna podpora iranskemu jedrskemu programu je kar dvotretjinska, še več. Naklonjenost iranski jedrski bombi je čedalje večja. 44% prebivalstva meni, da bi bil Iran kot sila z jedrskim orožjem koristen za mir na Bližnjem vzhodu. Najbolj navdušeni so prebivalci Saudove Arabije, tam kar 3/4 anketirancev zagovarja to opcijo. Najmanj navdušencev je v Libanonu in Jordaniji. Večina meni, da bi po umiku Američanov in zaveznikov iz Iraka nasprotujoče si frakcije hitro dosegle politični konsenz in trajni mir. Iračanom je po mnenju večine bistveno slabše kot pod Sadamom Huseinom, le 2% jih meni, da jim gre danes bolje. Največjo nevarnost Arabci vidijo v Izraelu in ZDA. Prvo kot grožnjo razume kar 95, drugo pa 88% anketirancev. Najbolj občudovan arabski vodja je šejk Nasrala, vodja Hezbolaha, ki je preprečil izraelski vdor v Libanon. Sledi mu sirijski predsednik Bašar Asad in iranski predsednik Ahmadinedžad. ZDA in njihova zunanja politika so izredno nepriljubljene, čeprav Arabci vidijo ZDA kot eno izmed najbolj svobodnih in demokratičnih držav. Arabci razumejo palestinsko-izraelski konflikt kot eno izmed glavnih točk nestabilnosti v regiji. Generalno podpirajo razmejitev na podlagi meja iz leta 1967, čeprav so čedalje bolj pesimistični o uresničenju le-te. Bivši izraelski premier Benjamin Netanjahu je znan po svojih radikalnih izjavah, ponavadi takšnih, da bi za kogarkoli drugega imele hude politične posledice. Na predavanju na neki izraelski univerzi o mirovnem procesu s Palestinci je izjavil: "Mi, Izraelci, smo profitirali od napada na VTC in ameriške vojne v Iraku. Prav ti dogodki so prepričali ameriško javnost, da nam je bistveno bolj naklonjena.
Bibi je v svojem akademskem nastopu primerjal Ahmadinedžada s Hitlerjevim pohodom v 30-ih. Edino razliko je videl v tem, da je Hitler grozil svetu, ne da bi imel jedrsko bombo. Vse kaže, da se bodo uresničile prognoze o izraelskem dostopu do iraške nafte. ZDA in Izrael se dogovarjata o ponovnem zagonu naftovoda med Kirkukom in Hajfo, ki prečka Jordanijo. Ta ne obratuje od ustanovitve Izraela, torej od leta 1948. Podoben naftovod prek Sirije ne obratuje od leta 1967. Hvala lepa, hvala. Greš. Na 5-dnevni turi po Bližnjem vzhodu je Jimmy Carter, nekdanji ameriški predsednik in Nobelov nagrajenec, doživel prvi hladen tuš. V Izraelu ga nista sprejela niti predsednik, niti premier. Celo Shin Bet je zavrnil pomoč pri varnostnih ukrepih. Ehud Olmert se je izgovoril, da nima časa za sestanek z nekdanjim ameriškim predsednikom, ki je bil glavni pogajalec v mirovnem sporazumu in medsebojnem diplomatskem priznanju med Izraelom in Egiptom. Izraelci mu poleg knjige z naslovom Palestina, mir, ne apartheid, zamerijo še nameravan obisk Khaleda Mašale, vodje Hamasa. Ali je Mašala? Šimon Peres se je z njim sicer sestal, vendar mu je takoj očital sestanek s teroristi. Carter je v Izraelu obiskal še starše ugrabljenih izraelskih vojakov, kraj Sderot, ki je pogosta tarča palestinskih raket, in grob Jaserja Arafata, kjer je z ženo in sinom položil venec. Ameriška administracija je v svojem sporočilu za javnost takoj poudarila, da je Carter na obisku zasebno in ne kot predstavnik ZDA. Izraelski bojkot je precej nespameten, saj se je Carter v času po koncu mandata posvetil humanitarnim in mirovniškim misijam. V zadnjih letih je bil s svojim osebjem opazovalec volitev v državah, ki ne veljajo za najbolj demokratične. Nobelovo nagrado si je zaslužil za posredovanje med Severno Korejo in ZDA, saj je predsednik Clinton v prvi polovici 90-ih skoraj zakuhal oborožen konflikt v vojni, ki še danes uradno ni končana. Iz ljubljanskega studia 142, nasvidenje.